Dober dan. Lep pozdrav. Maratonski sestanek Evropske unije je za nami z razpravo o tem, kako razdeliti finančno pogačo, vendar s zelo pomembnimi podtoni in zdi se mi geostrateško premestitvijo Slovenijo v konvoj, ki je znan po oznaki Višegrajska skupina. Bolj natančno, Slovenija je očitno postala zaveznik dveh tako imenovanih iliberalnih demokracij, Madžarske in Poljske. Te ta premestitev preseneča? Ta premestitev je tako vodikova bomba na slovensko demokracijo, je izredno nevarna pozicija in nekaj, kar bi moralo biti naslovljeno oziroma kar bi morali na ravni parlamenta odreagirati, sprav ukrepati. Zdaj, presenetelj mi je pravzaprav na nek način ni, čeprav gre za tako veliko stvar, da tudi če nisi presenečen, si presenečen. Ker to je, dobro, ta del pogajanja za evropski proračun so ena stvar. In res je to, da so tako imenovane države varčevalke, tako kot so Nizozemska, Švedska in tako, ne. Tudi Avstrija. Avstrija, ja. Finska. Danska, mislim. Ja. Skratka, da so te države na nek način, se pravi, da se odzivajo na krizo zelo, zelo zaščitniško do kapitala oziroma neoliberalno. Ampak to naj nas ne zavede k ugotovitvi, da je povezava oziroma njihova zahteva po zlati osnovi, recimo vladavini prava pri razdeljevanju evropskih sredstev lahko popolnoma avtonomna, brez tega, da so one takšne, kakršne so, da tendirajo k neoliberalizmu. Skratka, to je neka zahteva, ki bi lahko tudi Slovenija sama po sebi postavila. To je tako rekoč conditio sine qua non Evrope. To je jedrna vrednota Evrope, vladavina prava. In temu so se logično uprli predvsem dve državi, ki sta kot praviš, tako rekoč aliberalni, se pravi, ki imata demokracije, ki niso liberalne demokracije, ki ne priznavajo ločenosti veje oblasti, ki imajo tudi ena do druge kontradiktorne zahteve, naprimer pri medijih. Poljska zahteva, da se mediji vrnejo v lastništvo Poljske, medtem ko Madžarska udira pa za svojim lastništvom v Slovenijo, naprimer. Skratka, so ena do druge nekonsistentne in vendar so v tem smislu popolnoma neusklajene z osnovnim duhom tega, kar je Evropa pomeni 500 let ali pa še več. Skratka, kar je naredilo Evropo. 500 let? Ja, Evropa je pač nek kulturno-generičen pojem, če tako rečem, politično-kulturno generičen pojem in Evropska unija, zdaj kot taka, ker je nastala iz gospodarske skupnosti, na vsak način se prepoznava ali pa hoče se, ali pa govori, da ima svojo tradicijo v teh demokratičnih razvoju in tako naprej. Ja. Slovenija je svojo zunanjo politiko, dajva reči tudi samega vstopa v Evropsko unijo, nekje gradila na tem, da skušamo čim bližje priti državam v jedro Evropske unije. Ja. Lovili se je, tekli smo tako kot Francka v Cankarju, ko je tekla za vozom, smo mi tekli za francosko-nemškim vlakom. Ta vlak je kot metafora popolnoma izginil iz slovenskega političnega govora. Se tudi iz evropskega, ker ta prvo so govorili o Evropi dveh prestav, dveh hitrosti, ne vem česa vsega, ampak veljalo in še vedno velja uradno po sklepu parlamenta, če moram zaključiti še tisto pač misel do konca, je to, da je Slovenija sebe razume v nekih pobožnih željah kot jedrno državo evropske in tradicije in demokracije in vsega. In sklep slovenskega parlamenta je tak. Tako je bilo odločeno tudi na referendumu, ko se je Slovenija na referendumu za skoraj 100% večino odločila, da gremo v Evropsko unijo, da je to naš okvir, je bila vladavina prava osnovna predpostavka, temeljna predpostavka. In to, kar je Janša zdaj naredil, da se je brez pokritja parlamenta, da se je brez pokritja ljudstva in popolnoma samovoljno priključil Madžarski pa Poljski, to je nezaslišano. To je res, mislim, ne vem, če se zavedamo, kako zelo
pomemben dogodek je to in kako zelo ostro ga je treba nasloviti. Mimogrede, v času prejšnje vladne administracije, ko so tekle priprave na predsedovanje Slovenije Evropski uniji, čez leto dni, je bil koncept vladavine prava in pa vprašanje sovražnega govora, dodajam, pa koncept vladavine prava je bil med prioritetami slovenskega predsedovanja. Ta prioriteta je s seznama umaknjena in se je na seznamu prioritet znašla demografija. Demografija, ne rečem, da demografija za Evropo ni problem, ampak premestitev se mi zdi pa zelo nenavadna. Je v resnici nenavadna in te stvari postajajo zdaj zelo nevarne. Namreč Janša je s to premestitvijo Slovenije spravil neko sramoto in predvsem se mi ne prepoznavamo v tem. Mi se moramo zdaj pred fanatiki odzivati približno tako, kot da Janšo napadamo in da je Janšo treba braniti zdaj pred ljudmi. Resnica je obratna. Janša v bistvu za tem dejanjem napada temelje slovenske države tako, kot jih je opredelilo ljudstvo na referendumu, tako, kot jih je opredelil parlament z zunanjo politično strategijo. Slovenski parlament ima uradno zunanjo politično strategijo in izvršna oblast, Logar, na primer, kot zunanji minister, je dolžan to izvajati. Ne to, kar mu reče predsednik vlade, ampak to, kar naloži slovenski parlament. Oba sta to načelo prekršila. In da bo mera polna, v zagovor pred tujimi mediji in pred domačimi mediji na nacionalni televiziji, ki jo istočasno razgrajuje, ta isti premijer z neko zelo neprimerno in nepremišljeno zakonodajo, je pa povedal, kako si predstavlja vladavino prava. Vladavina prava je to, da on ne bo nikoli obtožen, da ne bo političnih zapornikov, je rekel. On sebe v procesih, v katerih se mu je dokazoval kriminal, on to razume kot politično zaporništvo, kot da je bil obsojen in obtožen in obsojen in potem tudi oproščen v imenu ideologije ali pa v imenu političnega prepričanja. To sploh ni res. Njemu se je sodilo zato, ker je kradel. Potem se je v postopkih stvar zgubila, zdrobila in je zaradi vladavine prava bil oproščen. Ne zato, ker nekega dejanja ni naredil, ampak zato, ker ga je zaščitila natanko vladavina prava. In zdaj on tisti, ki oporeka temeljnost vladavine prava. To so norosti, ki jih je treba iz slovenskega političnega prostora preprosto odpraviti. Ker država je država državljanov, ni država enega človeka, ki ima grandiozne misli o samem sebi in o svojem vodenju države. To so pomembne stvari. To je naša država, to ni država nekoga, to je skupna država, ki je zato, da je lahko skupna, opredeljena po načelu subdelegacije, se pravi na volitvah. In ko mi enkrat oddelegiramo na volitvah svoj glas, se razdeli po strankah, stranke privolijo v ustavnost delitev veje oblasti. In delitev veje oblasti ne more biti vprašljiva. Tukaj pa je vprašljiva. Naenkrat imamo predsednika vlade, ki svetu razloži, da mi nimamo države, ampak da smo tako rekoč žrtev globoke države in da je država tako rekoč ni najbolj operativna, zato ker ji ne dajo, nekateri abstraktni ji ne dajo. Potem, da nimamo vladavine prava in pa tiste letalonosilke pravosodja, ampak je to krivosodje in podobne izjave. To so nesprejemljive izjave za 21. stoletje. Če greva gledati v neko historično, recimo kulturno umestitev Slovenije v zadnjih 2 stoletjih, lahko rekli, da Slovenija je historično vezana deloma na Dunaj, deloma na Trst, deloma na Prago, Praga, dobro, sodi v višegrajske skupine, ni bila pa nikdar vezana na Budimpešto. Ne, nikoli ni bila vezana na Budimpešto in tudi kolikor je bila vezana na Prago, je bila vezana v kontekstu Avstrije oziroma Avstro-Ogrske. Vezana je bila v kontekstu nekega zahodnega postajanja Evrope ali pa nekega načina postajanja Evrope, srednje Evrope, če hočeš, nikoli v višegrajskem kontekstu. Kasneje je Češka postala v višegrajskem kontekstu po nasilju Sovjetske zveze. Takrat pa ne.
Češka je bila visoko razvita država in tudi recimo, ko je naš blagopokojni župan ljubljanski Hribar hodil, on je delal banko po zgledu Češke banke, ker je on tudi bil zaposlen in tako. On je iz Češke dobesedno prinašal modele z lepo slovensko besedo know-how. Tako, in hkrati tudi filozofijo. In Češka dan današnji ni tak problem. Problem sta Madžarska in Poljska. In to, kar je zelo pomembno, pri Janši je treba to povedati, ko se pogovarjamo. Svet se ni začel z Janšo in se z Janšo tudi ne bo končal. In Janša ima dve skrajnosti, to bo treba enkrat zelo dobro razdelati. Po eni strani, recimo po najnovejšem gledanju katoliške cerkve, dobiva vlogo nekega odrešenika, nekega mesija, ki v bistvu obljublja konec časov ali pa vrhunec dovršitev časov slovenskega samopostajanja. To je ena skrajna konsekvenca. Kje to vidiš? Preprosto vidimo v tem, kako potekajo v bistvu v verskem tisku in pa v zalednih interpretacijah. Češ, on zdaj cerkvi daje njeno vlogo. On je edina možnost, da bo cerkev dobila svojo zgodovinsko vlogo, ki ji pripada. In je seveda v nasprotju za moderno državo. Se pravi, nekaj, kar si cerkev sebi in nam dela slabo slugo, zaradi tega, ker cerkev ima svojo neko odrešensko versko poslanstvo, ki je plemenito in je dobro in je kot taka tudi zelo, zelo potrebna. Ampak razumevajo ga pa iz konteksta 20-30 let in pa 40 let in bi radi to podaljšali v neko politično relevantnost, ki je seveda vedno finančno pogojena. V zvezi tudi za denacionalizacijo, kjer si je seveda umazala roke in bi zdaj na nek način participirala pri politiki, ki jo je zastavljena sama po sebi zavržna. Druga skrajnost oziroma druga podoba Janše, ki se mi je zbliži, je pa Janša kot koronavirus, kot nekdo, za katerega od prvega dne, ko je prevzel oblast, vemo, kam to pelje in kam, to se pravi, ne bo se mogel, takrat smo midva rekla tukaj, ne bo se mogel zadržati, da ne bi pomočil roke v marmelado, ne bo se mogel zadržati, da bi dobil grandiozne totalitarne ideje, ne bo se mogel zadržati, ker on pač tak je, on vedno ravna po enakem postopku od leta 1989 naprej. Na začetku smo ga pač dojemali kot dejansko nek presežek energiji, v kateri slovenski narod investira za to, da bi dobil svojo državo. Na koncu se je izkazalo, da je v bistvu ta ista pot kontraproduktivna in dejansko je celo ne samo kontraproduktivna, ampak je celo uničevalna. Ampak od tu naprej ne gre več, ne gre več krivda ali pa obtožba na samega Janšo. Saj vemo vendar, kakšen je, kot vemo, kakšen je koronavirus. Koronavirus v Ameriki se širi zakaj? Zato, ker se ljudje ne spremenijo socialnih stikov in ker ne nosijo mask. In v Sloveniji in slovenski demokraciji zelo podobno. Mi imamo zdaj takšno koalicijo zato, ker politika ni nosila zaščitnih mask demokracije v trenutku, ko je bilo to potrebno. In so dobili koronavirus. In ta trenutek Janša je popolnoma definiran. Tukaj lahko samo ugotovimo, poantiramo njegovo nevarnost, njegovo nevarnost, kam to pelje, kaj to pomeni. Ampak tukaj naprej pa odgovornost parlamenta, da to situacijo reši, razreši in na novo vzpostavi. Odgovornost in kot parlament, kot celota tega ni naredil, se pravi zdaj odgovornost strank, da zahteva od parlamenta in od samih sebe, da preuredi koalicijo, da naredi nekaj, kar bo zaščitilo našo demokracijo, kar bo spet čist preprosto povedano, parlament je dolžan opozoriti izvršno oblast zavezujoče, za sklepom, za posebno sejo, da nima pravice spreminjati zunanje politike. To je recimo prvi korak. In drugi korak, po mojem mnenju, je, da mora najti človeka, ki ne bo serijsko ogrožal Slovenijo. Ampak glede s to spremembo zunanje politike je pa vendarle iztržil velik finančni kolač. To pravijo popolnoma vsi predsedniki držav članic, ta trenutek. Ker je proračun tako narejen, da je bil zastavljen restriktivno, potem je pa v izplenu vsak dobil mnogo več, kot je pričakoval, in zdaj vsi v Evropi, vseh 27 članic govori, da so šle pred svoje ljudstvo in so rekli, mi in samo mi in po naši zaslugi smo iztržili več. Gre pa za osnovno dejstvo, zakaj so vsi iztržili več? Zato, ker Evropska unija je dobrina. Ne pozaba, da je tik pred koronavirusom. Kdo je bil največji evroskeptik? Kdo je bil tisti, ki je hotel Evropsko unijo že razdirati? Madžarska, Poljska, Salvini, Italija. In tudi Janša je dajal pripombe. In to v nekaterih mestih, da ne bo nesporazuma, celo upravičene pripombe.
Ampak danes o demontaži Evropske unije nihče več ne govori, ampak vsi govorijo o tem, kako so se dobro umestili v proračunu Evropske unije, ki je kar naenkrat samoumevna. No, ta demokracija, ki jo mi imamo, ne, je tudi samoumevna, ampak kar naenkrat ni več samoumevna. Skratka, tukaj gre za politične obrate in manipulacije. Koliko smo iz proračuna dobili, je drugo vprašanje. Ali tisto, kar so te države varčevalke postavile, se mi zdi popolnoma pravilen nastavek. Črpanje evropskih sredstev, ki so pridobljene po pravilih vladavine prava, ne morejo biti koriščene ne po vladavini prava. Se pravi, bi morali biti pogojene za vladavino prava. Ogromni del Madžarske je v očitkih zunanjega tiska, zunanjih opazovalcev in analitikov, se pravi, evropski denar razdeljen po zvezah in poznanstvih. To je bil očitek Evrope. Ne? Se pravi, vladavina prava je tu potrebna, da se naš skupni denar, čeprav je Slovenija še neto prejemnica, ampak naš skupni denar ne troši za utrjevanje avtoritarnih režimov, ampak da se dejansko troši po vnaprej znanih veljavnih načelih. Ne. To so ključne stvari, ki jih jaz ne bi mešal. Namreč to, da je Slovenija spremenila, tudi če je res, da je Slovenija iztržila boljše, kot bi, recimo, če bi bil Marjan Šarec, predsednik vlade, to ne spremeni dejstva, da je vse obsodbe vreden zasuk stran od vladavine prava in pa v Višegrajsko skupino. To sta dve različni temi. Ne. A se živi z več proračunskega denarja iz Evrope boljše ali slabše, če dajemo vladavino prava vedno bolj v oklepaje? Ne, če dajemo vladavino prava v oklepaje, se vedno dolgoročno in končno živi slabše, o tem ni dvoma. Ker blaginja se ne šteje samo v denarju. Poleg tega je pa treba povedati nekaj, kar je Saša Vidmajer pisala že pred meseci in meseci. Namreč Slovenija stalno skrbi za to, da se postavlja v položaj podrejenosti s tem, da dela na tem, da smo še vedno neto prejemniki, ne pa neto dajalci. Ne. Medtem ko tisti, ki so neto dajalci, so pravi gospodari, zaradi tega, ker tisti prevzemajo odgovornost in potem tudi zahtevajo določene postavljajo neka pravila. Ne. In tako Nizozemska postavlja pravila, tako Nemčija postavlja pravila, tako Francija postavlja pravila. Tisti, ki so neto dajalci, ne, mnogo bolj pazijo na denar, kot pa tisti, ki ga neto prejemajo, pa na koncu rečejo, naše pravice so take enako za vse, če je enako za vse, pa bi si morali denar dajati v proračunsko blagajno. Pa očitno nismo vsi enaki. Ja. Zakaj pa Slovenija do zdaj že ni ekonomsko tako močna, da bi bila lahko neto dajalka? Ne? Ker je potem pozicija socialna ali pa družbena pozicija ali pa, kako bi šlo rekel, državljansko-politična pozicija drugačna. Če si ti neto dajalka, ti si zrela. Predvsem simbolna politična moč, ne? Zdaj, realna politična moč Slovenije ne more biti ekscesno visoka, zaradi tega, ker je volumen države majhen. Sej to je ravno veličina. Na simbolni ravni ja. Pa se seveda zelo dobro ve, kire države so neto prejemnice in kire so neto dajalke. Ne? Točno, in tudi neka politična kultura se drugače oblikuje potem. Ne? In kot rečeno, jaz mislim, da slovenski parlament politično, družbeno ali pa če rečeva politološko mogoče, karkoli že, sploh ni v povečini poslanci niso toliko izobraženi, da bi razumeli, da je suverenost odločanja na parlamentu, ne na vladi. Ne. In se podrejajo in dajo neke plehke pripombe, ja, mogoče bi bilo pa boljše, če bi manj tweetov naš predsednik, mogoče bi bilo boljše, če bi to, mogoče bi bilo boljše, čakaj, on je izvršna oblast, vi njemu poveste, kaj on mora. Ne on vam, kaj vi morate. In se v parlamentu obnašajo približno tako, kot da so hlapci. Ne. Se pravi, ta trenutek, ali je parlament sposoben prepoznati usodnost tega, kar se je zgodilo in ukrepati, od tega je odvisen političen utrip prihodnjega pol leta. Hvala lepa.